Pozdravljeni. Prihajajoča sezona 2021 bo ključna za kariero marsikaterega voznika. In danes si bomo pogledali izbor treh, ki po mojem osebnem mnenju največ tvegajo, kolikor bodo imeli slabe rezultate. Danes si bomo ogledali položaj treh voznikov pri raznih ekipah, ene z vrha, ene s sredine in ene iz dna lestvice. Namreč, ukolikor v tej sezoni ne bodo pokazali, po mojem osebnem mnenju, nekaj izrednega, ne vem, kako bodo nadaljevali svojo avanturo v Formuli 1. In izbral sem Valtterija Bottasa, Estebana Ocona ter Nicolaja Latifija. Seveda o Valtteriju Bottasu se je govorilo že, po mojem osebnem mnenju, malce preveč. Mnogi ga smatrajo dobesedno kot nevrednega položaja pri tovarniški ekipi Mercedes. Mnogi ga spravljajo v nič, čeprav je Valtteri Bottas marsikdaj dokazal, da je dober in seveda zasluženo zaseda tisto mesto, ki jo ima. Treba je biti čim bolj objektiven. Valtteri Bottas ima to nesrečo, da je njegov moštveni kolega Lewis Hamilton. In Lewis Hamilton je en izmed najboljših voznikov v celotni zgodovini Formule 1. Kdorkoli poleg njega izpade slab in šibak. A Valtteri Bottas, če gledamo malce širše, je presneto dober voznik. Strinjam se z vami, nič izrednega, ampak videli smo bistveno slabše. Mislim osebno, da lahko ocenimo Valtterija kot nadpovprečnega in solidnega. Ukolikor v sezoni 2021 ne bo pokazal nekaj izrednega, dvomim, da bo nadaljeval kariero pri tovarniški ekipi Mercedes. Seveda, da se zgoditi, da Lewis Hamilton se bo naveličal Formule 1 in presedlal v kake druge kategorije oziroma iskal nove izzive, o tem ne vem nič. A ukolikor ostanemo racionalni, mislim, da bo čas pri tovarniški ekipi Mercedes, da bo stopničko više stopil George Russell. In kaj pomeni to za kariero Valtterija Bottasa? Izjemno slabo novico. Kam bo šel iz najmočnejše ekipe v sedanji Formuli 1? Namreč sedežev na razpolago je izjemno malo. Tistih konkretnih toliko manj. Namreč, težko je stopiti iz zmagovalnega bolida v neko povprečno ekipo. Še posebej v tem trenutku, ko se bodo pravilniki spremenili in bomo v sezoni 2022 videli čisto novo generacijo bolidov. Seveda ne pričakujem, da bo Valtteri Bottas bil tisti glavni izzivalec Lewisa Hamiltona pri osvajanju naslova svetovnega prvaka v prihajajoči sezoni. A vseeno bi rad, da bi bil bolj konstanten. Videlo se je pri Valtteriju, da na nekaterih dirkah je bil res odličen, na drugih je bil pa resno izgubljen. Neko povprečje bi bilo bistveno boljše in bolj zaželeno pri marsikateri ekipi. Drugo ime, ki sem ga omenil, je Esteban Ocon. Spomniti se moramo dejstva, da je on, hočeš nočeš, še zmeraj vezan na tisto sfero Mercedesa, njegov menedžer Toto Wolff. Pogodba, ki jo ima s sedanjo ekipo Alpine, se izteče na koncu sezone. In letos ne smemo pozabiti, da bo njegov moštveni kolega eden izmed najbolj obetavnih debitantov v Formuli 1. In seveda govorim o Fernandu Alonsu. Ta njegov status novinca
Izhaja iz dejstva, da pravilnik določa, ukolikor nisi bil aktiven 2 polni sezoni v Formuli 1, imaš status novinca. Nič kaj takega. A Fernando Alonso bo izjemno trd oreh za Estebana Ocona. Ukolikor ne bo pokazal kakih fenomenalnih predstav, bodo pri tovarniški ekipi Alpine, tovarniška zaradi tega, ker je še zmeraj pod okriljem Renaulta, verjetno začeli razmišljati, da rabijo bolj konkurenčnega voznika. In v to igro bi celo znal vstopiti prej omenjeni Valtteri Bottas. Spomnimo se Estebana Ocona kot izjemno bojevitega voznika. Ne samo v primerjavi s Sergiom Perezom, ampak tudi tista epizoda iz Brazilije z Maxom Verstappenom, mislim, da je marsikomu izmed vas sedaj prišla na misel. Tisto, kar smo videli lani, ni bil Esteban Ocon, ki smo ga vajeni. Seveda, leto premora spremeni lahko marsikaterega voznika. In tu ne govorim o fizični pripravljenosti, ampak o mentalnem pristopu k dirkam. In Esteban Ocon letos ima verjetno dobro zadnjo možnost, da se prebije tam, kamor mislim, da tudi sodi. Seveda, ne vidim ga potencialno kot nekega svetovnega prvaka bodočnosti, a vseeno ga vidim kot nekoga, ki bi znal krojiti marsikatero dirko, vsaj kar se tiče zmagovalca, ukolikor lahko pride v pravo ekipo, da se razumemo. A ukolikor bo Fernando Alonso bistveno boljši, in govorim, da bo imel predstave primerljive s tistimi, ki jih je lani pokazal Daniel Ricciardo, Esteban Ocon pri ekipi Alpine nima več kaj iskati. Vsaj tako je moje osebno mnenje in moje osebno videnje, da smo si na jasnem. Na koncu še Nicolas Latifi. Njegova 2-letna pogodba z ekipo Williams se bo prav tako iztekla konec sezone 2021. Kaj je pokazal v svoji prvi sezoni, pravzaprav ne veliko. Jasno je, da vsaj na kvalifikacijah je George Russell bistveno boljši. In Nicolas sam prizna to. Seveda, nihče ga pravzaprav ne opazi, ampak tudi on se bori z vsemi ostalimi na progi. In ukolikor mu ne bo uspel nek preboj naprej, težko vidim v Formuli 1, seveda v sezoni 2022. Možnost je v ekipi, kot je Haas, kjer rabijo pokrovitelje, a mislim, da tudi sam Nicolas si želi biti v ekipi tudi zaradi svojih sposobnosti. Seveda, malce preveč optimistično je pričakovati, da bi bil v Formuli 1 samo zaradi svojih vozniških sposobnosti. A teh do sedaj še ni pokazal. Čeprav je simpatičen v raznih intervjujih, mu to ne pomaga. Štoparica je neizprosna. Seveda, tudi v tej prihajajoči sezoni 2021 bom napravil tisto lestvico presenečenj in razočaran po prvi, drugi in tretji tretjini sezone. Ta imena, katera sem omenil v prispevku, bodo deležna še posebejne pozornosti in upam, da bomo skupaj razbrali, kdo si zasluži in kdo ne nadaljevati v tem nam ljubem športu. Zaenkrat je to vse, hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.